Torej, lepo pozdravljeni. Namen današnje predstavitve, pravzaprav dveh predstavitev, a ne, je prikaz aktivnosti, povezanih z uvedbo RDA pri nas. S kolegico Branko z Izuma sva za ta namen združili moči. Tako bom najprej jaz predstavila aktivnosti glede vsebinskega dela priprave pravilnika za vpis virov, po standardu RDA. Sledila bo pa predstavitev kolegice Branke, ki bo z vidika tako imenovane, entitetno-relacijske katalogizacije predstavila strukturno-tehnične priprave v letu 2025. Po obeh predstavitvah upam, da bo še nekaj malega časa tudi zastavite kakšno vprašanje ali pa preprosto delite misel, a ne, ki je vezana na današnji predstavitvi. Torej, kot sem že omenila, v svoji predstavitvi se bom osredotočila na dosedanje aktivnosti glede priprave pravilnika, za vpis virov po standardu RDA in, na strateške cilje delovne skupine, ki trenutno pripravlja ta pravilnik. Preden seveda, predstavim posamezne aktivnosti, moram nekaj malega samo povedati, nekaj osnovnih informacij o RDA. Torej RDA pomeni Resource Description and Access, gre za katalogizacijski standard, zasnovan za digitalno in mednarodno okolje in določa elemente za vpis virov in za dostop do virov. Gre v bistvu za komplet orodij na spletu, oziroma paket podatkovnih elementov, smernic ter navodil, namenjen pa je uporabi v knjižnicah in drugih kulturnih organizacijah, kot so recimo muzeji in arhivi. Pri pripravi tega standarda so sodelovale nacionalne knjižnice iz Avstralije, Kanade, Velike Britanije, Združenih držav Amerike. Osnova pa, kot veste, so bila angloameriška pravila oziroma AACR2, so pa nanj vplivali seveda še tudi, drugi dokumenti, kot so, LRM, družina, FR, to so funkcionalne zahteve, potem mednarodni ICP, pa ISBD-ji. Zdaj, prva različica, zakaj to razlagam, pomembno je tudi zaradi naših odločitev, boste videli kasneje. Prva različica standarda RDA je izšla junija 2010 in je v bistvu, tako kot vidite v zgornjem levem kotu, je to pač zaslonska slika tega izvirnega, RDA, toolkita. Danes se tako tudi imenujemo, Original RDA toolkit. In je to različica za obdobje od 2010 do 2017. Kaj se pa potem zgodilo? Njena vsebina se namreč od leta 2017 ni več posodabljala, saj se je leta 2017 začel tako imenovani, 3R projekt, to je RDA Restructure and Redesign oziroma, reorganizacija kompleta orodij, ki se je zaključila z izdajo tako imenovanih Official RDA 15. decembra 2020. In tako izgleda sedajle, kot vidite tukaj spodaj, v levem spodnjem kotu, ta največja slika, a ne, tako izgleda na spletu, ta standard oziroma ta komplet orodij danes. In to je živa baza, ki se stalno dopolnjuje in spreminja. Se pravi, to je spletno orodje. Pomembno je tudi vedeti, da med projektom 3R ta original, ta prvotni RDA toolkit bil zamrznjen. Vsebina se ni več posodabljala. Ta podatek je pomemben tudi za nas, saj smo se pri nas že leta 2016, kot bomo videli kasneje, odločili za RDA. Če bi se že takrat lotili priprave oziroma prenove pravil, bi sedaj morali ponovno prenavljati, saj je bilo uvedenih kar nekaj pomembnih sprememb. Tako so na primer države, ki so na RDA prišle še v času Original toolkit, sedaj izvajajo oziroma nekatere so že izvedle prehod na tako imenovani Official RDA toolkit. Zdaj, za tiste, ki mogoče to bolj podrobno spremljate, odstranitev Original RDA toolkit je predvidena za maj 2027. Pa samo še toliko kratek pregled, kje v svetu že uporabljajo RDA. Se pravi, številne nacionalne knjižnice pa večje akademske knjižnice so že uvedle RDA v svojo prakso, na primer v ZDA 3 ameriške nacionalne knjižnice, to je Library of Congress, National Library of Medicine pa National Agricultural Library, pa mnoge druge večje akademske in splošne, potem Nacionalna knjižnica Velike Britanije, pa Nemčije, Avstralije,
Kanade, Francije, Španije, Nove Zelandije, Danske, Grčije in tako naprej, od slovanskih, na primer Nacionalna knjižnica Češke je že od 1. maja 2015 v bistvu na standarde RDA. Datum izvajanja se glede na državo, od države do države seveda razlikujejo. Zdaj, knjižnice so ubrale različen pristop pri uvedbi standarda. Nekatere so se odločile za popolni prevod in mu potem dodale lokalna navodila in prakso, druge pa za delni prevod, to pomeni za prevod tako imenovani RDA reference, ki vključuje vse elemente RDA pa njihove definicije. In delni prevod se potem vedno zaključi z objavo v RDA registry. Pri delnem prevodu RDA ni plačilne licenčnine, prav tako so precej nižje zahteve glede razvoja in vzdrževanja. Pri nas, v Sloveniji, smo se odločili za delni prevod, vendar je prvotna odločitev bila drugačna, kot bomo videli kasneje. Tukaj samo je še zemljevid oziroma prikaz po državah, kjer glede na način, pristop prevedbe RDA standarda, vidite, kje so popolni, kje so šli v polne prevode, kjer so šli samo v delne prevode. In smo zdaj že pri pomembnih naših odločitvah. Torej, kot sem že omenila, smo se v Sloveniji že precej časa zavedali, da potrebujemo katalogizacijski sistem, ki bi omogočal boljše izkoriščanje bibliografskih podatkov in večjo učinkovitost knjižničnih katalogov. In tako je bila januarja 2016 v NUK ustanovljena strokovna skupina za razvoj katalogizacije, katere glavni cilj je bil priprava novega slovenskega pravilnika za katalogizacijo, in takrat smo se odločili za uvedbo standarda RDA. Bile so oblikovane tudi različne delovne skupine, kot vidite, in takrat smo se odločili za popolni prevod. Torej, da v prvi fazi, da bi prevedli strokovni prevod terminologije, v drugi fazi bi bil to profesionalni prevod besedila in v tretji fazi redakcija in potrditev prevoda. Nato je bila aprila 2017 v NUK imenovana skupina, katere naloga je bila v prvi fazi prevesti terminologijo standarda in pripraviti načrt prevoda celotnega standarda in kasneje tudi sodelovanje pri redakciji prevoda celotnega standarda. V tej skupini je bilo 8 članov, vsi so bili iz NUK. Zdaj, ta skupina je imela postavljen rok, in sicer, da zaključi s svojim delom do konca decembra 2018. Naj opozorim, da takrat še vedno bil v veljavi original RDA. Potem je bila oktobra 2020 ustanovljena Krasovka. To je pomembno zato, ker je kasneje imenovala različne delovne skupine za pripravo standarda RDA. 2020 do 2025 je izšel strateški načrt NUK, mislim, za to obdobje, ki je predvidel v okviru tega cilja razvoj in uvajanje sodobnih strokovnih standardov in pravil za upravljanje razmete podatki tudi naslednje aktivnosti glede uvedbe RDA. To je delni prevod RDA, največ celoten, se pravi, tu je prišlo do spremembe. In potem objavo tega prevoda v RDA registry, in sicer do konca leta 2022, pa pripravo pravil po standardu RDA v letu 2024, ampak kot vidite, še to še ni zgodilo. Aprila 2022 potem ravnatelj NUK imenuje uredniški odbor za delni prevod RDA, to je torej prevod za RDA reference za objavo RDA registry, in Krasovka imenuje različne delovne skupine, kot vidite, jih je bilo kar več. Na primer za pripravo splošnih pravil, posebej za monografske vire, posebej za tvorjene zbirke, glede pač posamezne vsebinske sklope. Potem je v obdobju julij 2022 do 2023 končan delni prevod tega standarda RDA, katerega podlaga je bil prevod terminologije RDA ene od prejšnjih strokovnih skupin. In ta prevod je potem v redakcijo prejel odbor za delni prevod RDA. Treba pa poudariti, da redakcija tega prevoda ni bila zaključena in je to v bistvu delo, ki še vedno traja. Julija 2024, torej lani, je Krasovka imenovala nove delovne skupine. To so bile 3 delovne skupine. Delovna skupina za pripravo slovenskega pravilnika za opis virov,
za pripravo pravil za kategorizacijo za entiteto korporacija in za pripravo aplikacijskega profila in usklajenega koncepta kategorizacijskih pravil s aplikacijskim profilom. Delovna skupina za pripravo slovenskega pravilnika za vpis virov je že lani zbrala, se pravi, dokumente prejšnjih skupin, vse na enem mestu. Tako da je to bila neka osnova za trenutno delovno skupino. Kot vidite, so te delovne skupine imajo vedno pač neki mandat, ki jim je potekel te zadnji konec decembra lani, in šele maja 2025 je potem bila ustanovljena nova delovna skupina, ki je na neki način združila vse prejšnje skupine v eno, predvsem zaradi nepovezanosti delovanja prejšnjih skupin, ki so se vsaka na svoj način lotevale reševanja enakih problemov pravzaprav, ne. Ta delovna skupina, trenutna, se imenuje Delovna skupina za pripravo pravilnika za vpis virov po standardu RDA. Tukaj so naštete njene naloge, in v bistvu njen glavni cilj je pripraviti dokument, to je osnutek pravil v skladu z aktualnimi smernicami za pripravo, oblikovanje, sprejem, objavo dokumentov, ki jih je pripravila Krasovka. Med drugim pripraviti osnutek splošnih predpisov, ki se nanašajo na vse ali večino elementov, določiti elemente opisa z osnovnimi pravili in opise vseh vrst virov, pripraviti kategorizacijo elementov za vsebine in nosilce in seveda to vse uskladiti z aplikacijskim profilom. Če vas zanima, da ne bomo govorili tako na splošno, kdo smo ti ljudje v tej delovni skupini, članov je 11 iz različnih inštitucij, večina, 7 nas je iz NUK in še od tega večina z oddelka Nacionalnega bibliografskega centra. Kot vidite, imamo pa še kolege iz Izuma, to je Branka Badovinec in Andreja Krajnc-Bobovnik, pa članico iz mariborske knjižnice, to je Anko Rogina, pa z oddelka Filozofske fakultete v Ljubljani doktor Katarino Švab, in na koncu moram omeniti še svetovalko, katere nasveti in pojasnila so izredno dragoceni, to je doktor Majo Žumer. Ta delovna skupina si je zadala 3 strateške cilje. Njen glavni je seveda priprava pravilnika za vpis virov po standardu RDA. V okviru tega trenutno poteka prioritetno priprava poglavij za splošen del oziroma splošne smernice, to so splošna pravila kot za vir podatkov, način navajanja podatkov, jezik in pisavo podatkov, nivoje vpisa, splošno meje entitet in osnutki za to so že narejeni. Potrebno jih je pregledati in po potrebi dopolniti. Potem seveda poteka trenutno priprava pravil za vpis entitet na splošno in priprava pravil za vpis pojavne oblike z elementi entitet. Prav tako poteka priprava pravil za vpis korporacij, to je posodabljanje pravil za korporacije in usklajevanje z RDA, se je sicer začelo že leta 2018, a je bilo le delno in se je potem izkazalo, da tako delno posodabljanje pravil in hkrati delo v praksi ni najbolj primerno. Pripravljeni so tudi vzorčni dokumenti za vpis entitet in elementov. Poleg naštetih aktivnih nalog, ki sem jih sedaj naštela, pa bo treba tudi čim prej razmisliti in začeti pripravljati pravilo še za vpis drugih entitet, to so delo, izrazna oblika, oseba, rodbina in enota, predvsem splošna poglavja o teh entitetah. Naj poudarim, da se trenutna priprava pravil nanaša na osnovne in nezapletene oblike virov, to je eno delo z eno pojavno obliko in verjetno tudi z eno izrazno obliko, in sicer prioritetno najprej za monografske vire. Pravila za ostale vrste virov bodo sledila kasneje. Drugi strateški cilj je delni prevod RDA oziroma RDA reference. Gre prav za nadaljevanje dela Atlacijske skupine za delni prevod. Ažuriranje RDA registry in preverjanje možnih prevodnih rešitev bo pravzaprav stalna naloga delovne skupine. Pardon. Upam, da nisem predolga. Tretji strateški cilj pa je seveda priprava portala za pravilnik.
Potrebno bo namreč oblikovati strukturo vsebina portala in potem sklic na RDA registry, ko bo seveda objavljen ta prevod. Aktivnosti za pripravo portala še ne potekajo. Poglejmo še malo v bližnjo prihodnost oziroma strateški načrt NUK za obdobje 2025 do 2029. Tudi v ta načrt, je vključena priprava pravil po standardu RDA, in sicer v drugi strateški usmeritvi je to zapisano, pripravo pravil pa bo koordinirala Krasovka. Strateški cilj v obdobju 2025 do 2029 je izdelava novega pravilnika za bibliografski opis virov, ki sledi standardu RDA. Glede na kazalnike uspešnosti so delovne skupine bile oblikovane, pravilnike v pripravi. Za leto 2026, kot vidite, je predvidena uskladitev z izumom, za leto 2027 pa izvajanje tečajev. Želimo si sicer, da se načrti uresničijo, a čaka nas še ogromno dela. Standard je RDA zelo kompleksen, njegovo uvajanje oziroma prenova pravil je za manjše države ali ustanove lahko precej obremenjujoča, zlasti, v državah in ustanovah z omejenimi kadrovskimi in finančnimi viri. Poudariti je namreč treba, da priprava pravilnika poteka v okviru rednih delovnih mest oziroma rednega obsega dela in v okviru, rednih sredstev Ministrstva za kulturo. To je bilo toliko na kratko, jaz bi še več, ampak ni časa, a ne. Tako da bi mogoče prepustila besedo Branki. Ali so že zdaj kaka vprašanja, Nataša? Ne, predlagam, da kar Branka nadaljuje. Torej, hvala Suzani za eno tako lepo, natančno predstavitev. Oba projekta sta kar precej kompleksna. Danes bolj na kratko, torej pregled aktivnosti tudi, s tega tehničnega vidika, in sicer gre naprej? Gre naprej, ne? Gre naprej, ja. Okej. Torej, v okviru strategije imamo v izumu torej dvoletni projekt, ta strategija, torej povezano s strategijo uvajanja entitetno-relacijske katalizacije, nekateri se morda srečujete s to temo prvič, zato vabim, da si pogledate še posnetke oziroma predstavitve iz lanskega leta, predvsem, s konference COBISS 2024 in novembrskih dogodkov Novosti v knjižničarstvu. Letos smo se, torej teh aktivnosti kar precej, letos smo se ukvarjali, predvsem s temeljnimi področji v okviru dveh strateških ciljev, formata Comarc in, priprave podatkov ter arhitekture. V okviru slednjega smo se osredotočili predvsem na nadgradnjo, modela vzajemnosti, zaradi tega so bile pač druge aktivnosti, nekoliko ustavljene, počakali pa bomo tudi na katalizacijska pravila predvsem za delo in izrazno obliko. Nadgradnja modela vzajemnosti je torej tudi vzela največ časa, ta bo osnova za povezovanje normativnih zapisov za agente z bibliografskimi in kreiranje manjkajočih. Nova baza bo tudi temelj priprave strukture katalizacije po entitetah, torej razslojenost opisa določenega informacijskega vira. Gradimo obogaten, sinhroniziran bibliografski zapis. V lokalni bazi tako ostanejo le specifično lokalni podatki, kot je na primer blok 6. Zdaj ta nadgradnja, ne bo večja novost, saj tak koncept obstaja že od leta 2012, uveden s programsko opremo COBISS 3. Mogoče zato, na tem mestu nekoliko ponovimo, torej, te osnove, neke smernice za redakcijo in so veljavne tudi v programski opremi COBISS SCAD. Torej, podatke predvsem dodajamo, dopolnjujemo, po večini spreminjamo le napačne, zatipkane podatke, kode lahko spremenimo bolj natančne, ne pa spreminjamo načina katalizacije, kadar gre za publikacije v več delih, na primer iz enega zvezka v več fizičnih zvezkov in obratno. Enako velja za vire, ki imajo drugo, fizično obliko, na primer iz tiskane in v elektronsko. Pri redakciji smo posebej previdni pri zapisih za slovensko
bibliografijo, zlasti blok 2, torej ko gre za prepis podatkov. Priporočamo, da torej večje napake ali pa kakšne dvome sporočite v NUK. V bloku 6 lahko sobiva hkrati več različnih geslovnikov, saj vir gesla, torej predmetne oznake, je razviden iz podpolja 2. Smiselno pa je, da poskrbimo, da je na osnovi posameznega geslovnika podana celovita predmetna analiza. Posebej pomembno je izpostaviti, da ne prevzemate zbirnih zapisov in ne nazadnje specifične lokalne podatke, kot so, ne vem, za upravljanje zapisov glede domozdanske zbirke in podobno, lahko definirate v novem polju 993. Knjižnica mora za ta namen pač določiti torej enotni namen. Torej, če ste v dvomih, naprošamo, preverite pač navodila in se obrnite na NUK ali ISUM. Cilj nagradnje, če nadaljujem, je torej umikanje podvojenih podatkov v lokalnih zapisih ter dodajanje podatkov iz teh zapisov v COBIB zapis, če ta nima. Gre precej za kompleksno nalogo, zato smo 2025 še izvedli dodatne analize in preverbe. Posebej dragoceni so bili izsledki fokusne skupine ter analiza spreminjanja zapisov za slovensko bibliografijo v bazi COBIB. Začrtan je bil osnovni okvir za prehod v novo arhitekturo. Obsežna naloga je bila tudi priprava specifikacij za konverzijo in prenos zapisov. Prenos podatkov iz zapisov predvsem z generacije COBIS 2. V tej fazi se že pripravlja nek osnutek, testna nova baza. Nadaljevala se je tudi aktivnost razreševanja zapisov, ki obstajajo samo v lokalnih bazah, tako imenovani only zapisi. S temi starimi zapisi, ki so bili vpisani v bazo COBIB, seveda ravnamo enako kot, oziroma podobno kot s temi starimi zapisi v vzajemni bazi. Kadar imate pri prevzemanju dvome o podatkih, pač priporočamo, da kontaktirate knjižnico, kjer je zapis nastal. Ravno tako bi ponovno naprosila knjižnice, ki imate tovrstne zapise, pa še morda se niste z njimi aktivno ukvarjali, da premislijo, kako bodo k temu pristopile, te aktivnosti vključite v naslednjo leto. Tako kot je Suzana že omenila, v pripravi je aplikacijski profil, torej osnovne informacije o pokritosti formata smo že imeli. Z aplikacijskim profilom pa smo začeli bolj podrobneje proučevati strukturo RDA in pripravili preslikavo v Comarc, torej v smeri RDA v Comarc. Je sicer RDA fleksibilen format, vendar ima več kot 3000 elementov. Samo za primerjavo, tisti, ki poznate shemo Dublin Core, ta jih ima namreč le osnovnih 15. Poleg tega RDA zajema veliko tako imenovanih kontroliranih slovarjev, poenostavljeno jih lahko rečemo pač šifrantov. Takšen obseg zahteva kar številne odločitve, vendar si obetamo, s tem končnim rezultatom jasnejšo shemo, torej bazo znanja o tem, katere podatke želimo, zakaj izbiramo in kako jih vpišemo. Z aplikacijskim profilom tole določamo, katere RDA elemente vključujemo, katere elemente za relacijo, katere za vpis in dostop, metode beleženja podatkov, kontrolirane slovarje, tako imenovane VES, in sintakse kodirne sheme, tako imenovane SES. Profil vključuje elemente za vpis podatkov, pa tudi elemente, ki nekako podajajo določena navodila ali pa dodatna določila. V letošnjem letu smo pripravili ta izbor za enostavne, torej gremo od enostavnem bolj kompleksnim, od enostavnega bolj kompleksnim. Torej za enostavne statične vire, torej z eno delom, z eno izrazno obliko, eno pojavno obliko ter morda več izvodi. Pripravili smo tudi izbor elementov za agente. Trenutno je vključeno okoli 400 elementov, kjer se beleži podatek, takšnih, kjer pa imajo samo neka določila za izbor ali vpis, pa je dodatno še čez 170.
Tukaj imamo en takšen primer, sem podala toliko, da si predstavljate, kako te odločitve potekajo oziroma na kak način ta delo poteka. Dva primera imamo. V prvem primeru je element, tako imenovani content type, predvideno novo polje in pobeleženo tisto, kar naj bi se potem s konverzijo spremenilo oziroma prenašalo. V drugem primeru imamo element, tako imenovani presentation format, pri katerem se je najprej treba odločiti, kako podrobno bi to informacijo beležili, torej kakšen je njen namen in tudi na to, na kakšen način to tudi beležimo. Do konca leta želimo ta izbor še za elementov, ki smo jih pripravili, preverjamo še v obratni smeri, torej iz Komarka v RDA. Za zadnjo prosojnico pa zaključujem precej priljubljeno, sicer pomembno temo. Kot je znano, torej razvojni preskok generacije ter umetne inteligence z velikimi jezikovnimi modeli in globokega učenja je tudi preneslo oziroma zbudilo kar precej visoka pričakovanja tudi na področju katolizacije. Torej obetamo se hitrejše kreiranje novih zapisov, upravljanje obstoječih, podpore delovnim procesom, iskanju in dostopu do knjižničnih virov. Včasih je bilo slišati tudi kakšno mnenje, da metapodatki v knjižnicah niso več potrebni. Jaz mislim, da tu res ni neka potrebna visoka znanost, da hitro ugotovimo, da noben resen knjižnični sistem ne more delovati brez metapodatkov. Torej ti podatki, ki nam dajo identifikacijo virov, so ključni za upravljanje knjižnične zbirke, za dostop do gradiva, pa tudi za povezovanje z drugimi sistemi. Potem zaslediti je, da po tem začetnem navdušenju se diskusije nekoliko umirjajo, oblikovati so se začele nekoliko bolj resni projekti in implementacije, ki pa tudi vključuje tako imenovane resne omejitve, torej tako so napačne informacije, halucinacije, netransparentnost delovanja, pa tudi etična in pravna vprašanja. Poleg tega pa se vse pogosteje izpostavlja tudi visoki stroški. Zdaj, morda so te omejitve za nekatere komercialne aplikacije spremenljivejše. Pri knjižnicah, ki se pa po večini ukvarjamo s trajnejšimi podatki, viri, je uvajanje umetne inteligence nekoliko bolj previdno, lahko rečemo odgovorno. Zato se vsaj zaenkrat uvaja oziroma išče načine komplementarnega orodja, ki deluje v podpori strokovne redakcije in presoje konteksta, torej tistega, kar je bistvo dela katalizatorja. Zdaj v AI asistenta v CobiSleep ste že seznanjeni oziroma poznate. Eksperimentalno se bojo na Izumu nadaljevali tudi drugi projekti. Letos smo v okviru naše projektne naloge pregledali tudi več tujih projektov, malo smo jih primerjali z razvojnimi značilnosti našega sistema, torej obseg in rabo podatkov, izvedli nekaj manjših testiranj, med drugim za kreiranje zapisov za dela in izrazne oblike. Zelo hitro tudi ta manjša testiranja so pokazala, da orodje umetne inteligence je učinkovitejše takrat, kadar ta temeljijo na obsežnem korpusu celotnih besedil, dobro strukturiranih metapodatkih, predvsem bazi znanja, ki pojasnjuje, kako te metapodatke brati in kakšen pomen imajo. Takšna orodja, recimo to omogoča orodje, da podatke ne le vidi, temveč recimo, da jih tudi razume. Koliko je zdaj teh posameznih sestavin potrebnih, je seveda odvisno od uporabljene metode umetne inteligence in cilja takšnega orodja. Zavedamo pa se, da srednji del torej baze znanja, torej tisto, kar orodje potrebuje kot navodila, so danes oba predstavljena projekta, torej katalizacijski pravilnik in struktura metapodatkov. Zato lahko pač zaključim to današnjo predstavitev v tem smislu, da nista oba projekta le pomembna za razvoj katalizacije, ampak menim, da sta tudi naložbi za uvajanje umetne inteligence v slovenski knjižnični sistem. Toliko za danes in hvala za pozornost.